Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratno slovensko ljudsko pravljico poklanjam Ini, ki ob večerih zelo rada prisluhne pravljicam. Najlepša hvala, Ina. Pravljica o pogumu, ljubezni ter sočutju nas bo popeljala v domišljijski pravljični svet. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Ine z naslovom Dekle, ki je hotelo rožico, ki je nastala izpod peresa odlične pisateljice Anje Štefan. Pravljica je izšla v zbirki najlepše slovenske ljudske pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega z naslovom 300 zajcev. Nekoč sta živela mož in žena in imela sta se rada, rada. Imela sta 3 hčerkice, eno lepše kot drugo. On je bil trgovec, dobro mu je šlo, bili so zelo bogati. Potem pa se je zgodilo, da je žena zbolela. Na vse konce in kraje je iskal zdravnika, ki bi jo ozdravil, pa mu ni uspelo. Žena je umrla in postal je vdovec, sam s 3 hčerkami. Sam jih je vzgajal in hčerke so rasle, nazadnje so odrasle. Vse 3 je imel rad, ampak najmlajšo je imel najraje. Nikoli je ni klical po imenu, zmeraj le Rožica, ker je bila tako lepa. Tako lepa je bila, da je ne bi mogla biti lepša. Neke pomladi je rekel: Lepe moje hčerkice, jaz zdaj grem in se vrnem šele po zimi. Kaj naj vam prinesem? Joj me, oče, je rekla najstarejša. Kaj naj prinesete? Meni prinesite ogrlico, ki pa mora biti zlata in srebrna. Ne pozabite, mora se svetiti kakor sonce. In tebi? Je vprašal drugo. Joj me, oče, je rekla druga. Meni prinesite obleko, tako, da bodo zvezdice na njej in da bo kot nebo. Tako se mora svetiti, je rekla, kot se svetijo zvezdice po noči na nebu. In tebi, Rožica, kaj ti lahko prinesem? Joj me, oče, preveč vas izkoriščamo, je rekla. Enkrat ena, enkrat druga. Veste kaj? Če mi boste prinesli kakšno rdečo rožico, če vam jo bo uspelo najti, jaz bom zadovoljna s tem. Potem je rekel: Jaz grem. Lepo je naložil tkanine in vse, kar je imel, vzel je konja in je hodil celo leto, ne da bi se vmes kaj vrnil domov. Ko je prišla jesen, je začel misliti: Počasi moram dobiti tisto ogrlico in obleko. Rožico že najdem, rožico utrgam sproti. Našel je ogrlico in jo je kupil. Našel je obleko, kot jo je želela druga. Z rožico si pa ni delal sile. A potem je prišel mraz in ko je videl, da je vse zmrznjeno, povsod sneg in da bi moral iti domov, je rekel: Joj me jaz, kaj sem storil? Ko so bile rožice, se nisem menil zanje. Kaj naj nesem zdaj? In je iskal ubogi mož, ampak rožice ni mogel dobiti nobene. Vse je bilo suho, od slane in mraza, nobene žive in lepe, vse suho.
kaj naj zdaj prinese. Hodil je sem in tja, iskal, konj mu je padal, ker je bil led, pa je ni našel. Kam naj še grem? Hodil je v ta in oni kraj, v vas in iz vasi, a rožice nikjer nobene. Ej, je rekel nazadnje, še po tej poti stopim, tu nisem šel še nikoli. Morda bom imel srečo in jo le najdem rožico. Ena bo dovolj, pa naj bo majhna ali velika. In je šel. Prišel je na nek klanec, zagledal je grad, res, tu ni bil še nikoli. Okoli gradu je bilo vse zagrajeno, ampak koliko rož, rdeče, velike, vse naokoli. Meni je zadosti ena, je rekel, samo da jo nesem domov v naši rožici, če mi jo bo le uspelo vzeti. Dal je roko skozi ograjo, posegel rožo, ko jo je utrgal, pa je v gradu strašansko zarjovelo. Tat in morilec, ki si mi prišel rože krast, zdaj te ustrelim. In gori na stolpu se je prikazal mož, ki je bil ves lepo oblečen, obraz pa je imel kot zver. Ti, je rekel, ti bi me moral vprašati, preden trgaš moje rože. Zdaj pa, je rekel, zdaj te bom ustrelil. Mož se je ustrašil. Joj me, je rekel, vse naredim, samo ne ustrelite me. Ne, je rekel, jaz gojim svoje rože in tisti, ki jih hoče, mora vprašati. Ti pa si kar šel, ti si goljufal in zato te ubijem. Ti ne prideš več domov. Mož je sklenil roke in pokleknil. Na, je rekel, saj ti jo vračam. Zdaj je nočem več, ko si jo utrgal. Trgovec je bil obupan. Jaz sem ubog vdovec, je rekel. 3 hčerke imam, komaj sem jih vzgojil. Šel sem po svetu za poslom, že od pomladi sem na poti. Ena je hotela ogrlico in sem jo kupil. Druga je hotela obleko in sem jo kupil. Tretja, je rekel, pa je hotela rožo, ampak jaz sem pozabil na njo, ko so bile rože še sveže. Zdaj, je rekel, pa sem prišel do sem, zagledal sem rožo in sem jo vzel. Hotel sem pač ustreči svoji hčerki. Kateri hčerki si hotel ustreči? Je vprašal tisti, ki je bil pol mož in pol zver. Tisti, ki ji pravim rožica. Tista si je zaželela le, da ji prinesem rožico. Potem pojdi domov, ampak jaz te bom videl povsod, kjer boš. Pošli mi tisto hčer, ki se imenuje Rožica, ali pa te ubijem, kakor hočeš. Ubil me boš, je rekel mož. Imam 3 hčerke, za katere moram skrbeti. To ne pomaga nič. Ti ne bi smel kar sam vzeti rože, moral bi me vprašati. Dobro, je rekel trgovec, preden me ubiješ, grem vprašat domov. Če bo moji hčerki prav, da pride sem k tebi, jo bom poslal. Če ne, me ustreliš. Kaj pa hočem drugega? In mož je žalostno odšel, vzel je rožo in odšel. Prišel je domov in starejši hčerki sta že nadaleč klicali. Oče, ste mi prinesli ogrlico? Ja. In meni obleko? Ja.
Dal je vsaki svoje, potem pa je prišla še Rožica. In meni? Ste mi kaj prinesli, oče? Ja. Toda hčerkica je takoj videla, da je žalosten in slabe volje. Kaj pa je, oče? Je vprašala. Joj me, je rekel. Lepa moja hči, zaradi tvoje Rožice bi bil danes skoraj ustreljen. Pa zakaj? Je rekla. Zato, ker sem jo utrgal, ne da bi koga vprašal. Ne da bi vprašal, sem jo ubral in zdaj me hoče tisti mož ustreliti. Joj me, oče, je rekla. Če mora, naj ustreli mene. Jaz nočem biti brez očeta. Če vam je prav, grem jaz. Mene naj ustreli. Ne, pravi. Tebe ne bo ustrelil. Veš kaj, če želiš in če me res tako hočeš rešiti, lahko greš. Vendar je tak ta mož, telo je v redu, obraz ima pa kot zver. Naj bo, je rekla deklica, samo pripravim se. In se je lepo oblekla in se poravnala, Rožo pa je pustila. Rože ni hotela s sabo. Pripravila se je in rekla: Samo to mi povejte, kam naj grem. No, je rekel oče, te bom že jaz speljal. Ko prideva pred grad, ti pokažem, kje so vrata in kako greš noter. In sta šla. Na konju jo je odpeljal pred grad, tam pa se je ustavil in rekel: Tako, jaz grem nazaj, ti pa vstopi, če hočeš. Kdo ve, kaj bo. No, je rekla deklica, poskusila bom po eni in po drugi poti. Stopila je do vrat, potrkala in ko se je prikazal, je kar obstala, tako se je prestrašila. Prišel je dol in ji odprl, potem pa rekel: Si ti tista Rožica? Ja. Potem se nič ne boj, je rekel, kajti jaz ti ne bom naredil nobene škode. Tu boš imela hrano, imela boš pijačo, imela obleko, imela boš vse, kar si boš poželela. Le vsak dan, je rekel, te bom po 1 uro gledal, ker si tako lepa. Usedel se bom, si odpočil pri tebi in te 1 uro gledal. Potem, je rekel, grem po svojih poteh, ti pa pojdeš po gradu in boš delala, kar boš hotela. No, bila je vesela. Res je šla v grad in nič ni manjkalo. Imela je hrane, pijače, obleke na pretek, kaj naj rečem, imela je vse. Tako je bila na gradu že kakšno leto in oče ni vedel ničesar, niti tega ne, če je še živa ali mrtva. Nič, prav nič ni vedel. Nekega dne pa je postala žalostna in slabe volje. Začela je jokati, kajti rada bi videla očeta. Rada bi vedela, če je še živ ali mrtev in kako sta sestri. Jokala je, da je že 1 leto, odkar je tu, in da ne vidi nikogar, ker ji on ne pusti. Ker je le zaprta in ker je ne pusti več ven. On pa je prišel in ko je videl, da joče, je vprašal: Kaj ti je? Zakaj si žalostna? Joj me, je rekla. Tako rada bi videla očeta in svoji sestri. Tako rada bi vedela, kaj delajo doma zdaj, ko me ni.
je rekel, da če je samo to, da ji bo dal ogledalo. Videla bo svojega očeta, videla bo sestri, videla bo svojo vas, svoje ljudi, videla bo cerkev, zvonik, vse bo lahko videla. No, bilo je prav in prinesel je veliko, veliko ogledalo. Začela je gledati van, pa se je pokazalo, da leži oče na ležalniku, na takem stolu, veste, in da nima več prave moči. Sestri sta hodili ven in noter. Videla je ljudi, ki so bili po hiši. Nekaj je bilo narobe. Zdaj šele je začela jokati, da je oče bolan in da ne more k njemu. Imela je ogledalo, ampak zdaj je bilo še huje. Namesto da bi bila vesela, je bila še bolj žalostna. No, je rekel, vidim, da ti je še huje kot prej. Veš kaj, če res tako želiš, lahko greš domov. Ampak iti moraš, preden ostane sonce, in preden gre za goro, moraš biti spet nazaj. Pomislila je, kako bo to naredila, ko je tako dolga pot. Kako bo vse to prehodila v enem dnevu. Če ne, je rekel, če zamudiš, če ne prideš, preden gre sonce za goro, me ne boš več našla živega. Potem je odšel. Naslednjega dne je še pred soncem stala in šla. Prišla je domov. Vsi so jo bili veseli in oče je bil tako srečen, da je kar ozdravel. Ampak ona je rekla, da mora nazaj, še preden zaide sonce. Če ne, bo tisti v gradu umrl. Pa kaj, če bo umrl, sta rekli sestri. Saj lahko umre. Kaj hočeš lepšega? In naj kar ostane, naj ne hodi nikamor. Ne, je rekla. Jaz moram iti tako, kot sem obljubila. Ne bom naredila tega, ne bom. Ko bom videla, da se sonce niža, bom šla. Prav moram iti tja, kjer sem zdaj že več kot 1 leto. In se je odločila in šla. Ko je bila že skoraj tam, pa je sončece zašlo za goro in našla ga je pri vratih, na zemlji, kot da bo zdaj umrl. Bilo je že zelo pozno. Prijela ga je in ga začela tresti in prositi, naj ostane. Takrat pa je tisti njegov obraz, ki je bil kot zver, naenkrat odpadel in pokazal se njegov pravi obraz. Tako, je rekel, zdaj si me rešila. Jaz sem princ in ti si me rešila, ker si prišla nazaj k meni. Imel sem mater, imel sem očeta. Oče je bil kralj in mati je bila kraljica. Imel pa sem tudi teto, zelo, zelo hudobno, ki je imela 3 hčerke in je hotela, da eno od njih vzamem za ženo. Meni ni bila všeč nobena od teh 3. Pa me je ta daljna teta preklela. Ker nočem njenih hčera, naj postanem zver, da me ne bo želelo nobeno dekle več. Če me ti ne bi rešila, me ne bi rešil nihče, je rekel, in bi ostal tak zavedno. Tukaj, v gradu, vedno v zveri, kot sem bil. Poglej, vidiš, da sem oblečen kot princ. Samo obraz, ki sem ga imel, ni bil pravi. In kdo je kriv za to? Moja teta. Zdaj pa, je rekel, če si za to, da me vzameš, jaz bi se poročil s tabo. In ker si imela tako rada svojega očeta, ga lahko pripeljeva na grad. Tudi tvoji sestri lahko prideta, če želita. Tu bova živela in veš,
da ti ne bo manjkala nobena reč. No, seveda je bila vesela, ko je videla, da je lep fant in celo kraljevič. Kako tudi ne? Imeti takega mladeniča in toliko rož. Nihče ni imel rož po zimi, samo on. Meni, je rekla, je prav. Dobro, je rekel. Potem greva skupaj vprašati tvojega očeta. In tako sta se vzela in naredili so velikansko svatbo. Pripeljala sta očeta in sestri, skupaj so živeli na gradu, gojili so rože in nihče ni imel takih rož, samo oni. Ja. Prava lepota prihaja iz srca. Skriva se v preprostosti, prijaznosti in razumevanju. Res ne smemo soditi drugih po njihovem videzu. Dajmo jim priložnost, ter jih občudujmo. Ina, najlepša hvala za idejo v čudoviti ljudski pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pika Pokec. Vabljeni k poslušanju. Naj vas vodi srčnost ter prijaznost. Prijeten pozdravček Ini in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte. Čau, čau. Bravo. Čudovita pravljica.